Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes se oglašam iz svoje kuhinje. Danes vam nekaj pripravljam za vas, pač nekaj živil, ki so potrebni za lepo kožo, ker poletje je tukaj, razgali smo se. Koža je največji organ našega telesa, kar 2 metra, 2 kvadratna metra je tega našega organa in kaže točno, kaj se dogaja noter od spodaj z našimi organi. Vemo, da star kitajski pregovor govori o tem, da česar ne more iti, se pravi strupi, ki jih telo ne more izločiti preko črevesja, preko mehurja, potem na pomoč priskočijo pljuča. In če ne gre preko pljuč, priskoči na pomoč koža. No, potem se nadaljuje naprej in če koža ne zmore, potem nas to vodi v smrt. No, do tam ne bomo prišli zaradi kože. Vemo, da mnogi ljudje, ko grejo na morje, pač končno sonce, se namažejo s kremo in potem po parih dneh dobijo koprivnico. No, to je jasen znak, da je nekaj močno narobe z razstrupljanjem in samo je nasvet za tiste, ki imate koprivnico, dajte zdajle pred morjem začeti uporabljati probiotike in kalcij v kombinaciji z magnezijem in D3 vitaminom. Na moji spletni strani srečnoživljenje.si lahko naročite oba 2 izdelka s popustom, se pravi Acidophilus Plus in Calmach plus D3, to je v bistvu so takele tabletke. In zdaj, jaz vam govorim to iz svojih izkušenj. Imela sem leta in leta koprivnico, pač po parih dneh na soncu me je vse začelo na tem predelu dekolteja srbet in potem sem se skrivala v senci. No, odkar uporabljam kalcij pa magnezij in zdaj koliko na dan. Zdaj za začetek, če imate vsako leto, jih dajte 2-krat na dan po 3. Če boste pa na morju imeli koprivnico, takrat pa že na morju lahko 3-krat na dan po 3, se pravi 9 na dan vzamete, ne se bati, ne boste predozirali, to je majčkeno več kot 1000 mg kalcija, vam povem, da deluje. No, tako da to je zdaj en tak nasvet. Bomo pa danes govorili o hrani, ki deluje na to, da se stanje vaše kože izboljša in se pravi, imam tukaj pripravljenih 7-8 različnih zadev. Pol na koncu vam bom pa še pokazala moje pripravke, kaj jaz uporabljam za porjavitev, proti opeklinam, tudi za lepo kožo, za čiščenje kože. Sicer je to tema za drug video, ampak paše v ta komplet, kjer je nenazadnje koža. Prvo živilo za našo kožo, zelena. Metla za notranje organe, to je moj domač pridelek iz mojega vrta. V glavnem, zeleno, res vam priporočam, imejte svojo zeleno. Jaz sem toliko navdušena, da imam možnost imeti svoj vrt in vam povem, da če ne bi imela tako možnost imeti svojega vrta, jaz vem, da kupim ali pa najamem zemljo, da lahko posadim svoje rastline. Rastline se odzivajo na pesem naše duše. In vemo, da Anastazija, recimo ta ruska poščavnica govori, da če želimo vzgojiti svoje zdravilo, damo seme ali v usta ali pa prepojimo seme z slino in to pol posadimo in seme dobi informacijo točno česa nam manjka, da to potegne iz zemlje. No, v glavnem, jaz sem kupila sadike zelene, tako da v bistvu je moja zdaj že kar velika. Zjutraj grem po en takle šopek in ga enostavno razrežem, dam zraven vodo, zmiksam in nastane krasen napitek, se pravi predsedim potem in to je zelena za razstrupljanje. No, nekateri me sprašujejo, kaj uporabljam za miksanje. Sem vam kar takole pokazala. Glejte, eno je, zame je zadost, če dam sam Nutribullet zadost. Če imate nekaj za delati za smutije, vi enostavno date majčken, pač en šopek zelene, manj vode, zmiksate, predsedite in popijete in ta gosta snov, ki ostane, jo date v jutranji smuti in boste videli, kako se boste dobro počutili. Ko pa delam za domačo uporabo, recimo tudi za moje hčerke, pa uporabljam, imam tega večjega tudi, za smutije tefalovega, tako da v glavnem kupite si nekaj, kar vam bo pomagalo pri tem, da boste lažje delali vaše napitke, sploh zjutraj je pomembno. Še ena stvar, nekateri pravijo, zjutraj ne morem ropotati.
Kaj v tem primeru naredite? Dajte si zvečer pripraviti zeleno in jo pač date v neko stekleno zadevo, v hladilnik in boste zjutraj ravno tako dobili vse sestavine, ki jih potrebuje vaše telo. To je zdaj prvo živilo, ki je potrebno za lepo kožo. Kaj vsebuje zelena? Zelena ima ogromno kalija. Kalij je prvi mineral, ki pomaga pri vezavi kalcija in brez kalija ni razstrupljenja. Se pravi, ne boste nikamor prišli. Seveda, kalij lahko dobite tudi v regratu, v vseh zeliščih, v vseh zelenih zadevah in mnogim ljudem manjka kalija. Zdaj pa kako vejo, da jim manjka kalija? Predvsem potem, ker imajo težave s pritiskom in druga zadeva, ker jim zateka njihovo telo. Pač zabuhli so. Tukaj zabuhli, limfa je cela utečena, težave imajo mogoče s ščitnico. V vsakem primeru, ko imate težave tudi s celulitom, vam manjka kalija. No in ogromno kalija se nahaja prav v zeleni. Vsega, kar je v zeleni, še niso pogruntali, tako da res je čudežno zdravilo, tega ne bi smela reči, ampak živilo, ki deluje dejansko kot naravno zdravilo. Poleg tega vsebuje skoraj vse minerale, vsebuje tudi vitamine, kar precej E-vitamina, ki je potreben za lepo kožo. In gremo zdaj na naslednje živilo, ki je pa polno E-vitamina, in to je avokado. Kako uporabljati avokado? Ja, v tem jutranjem smutiju, ko ta gosta snov ostane od zelene, vi date pol avokada, potem lahko dodate še, kasneje bomo še govorili o namočenih mandljih, dodate še mandlje zraven in dobite popolno živilo za razstrupljanje. No, v glavnem, avokado jaz sama ga uporabljam največkrat s skuto ali jogurtom, v glavnem polovico približno naenkrat, vedno dodam sol, vedno dodam neka zelišča zraven in to nastane krasen namaz, lahko imate tako kot pomako, ki jo lahko jeste dejansko stebli zelene, oziroma če kupite to kupljeno, kjer so bolj čvrsta stebla, lahko naredite guacamole omako. Se pravi, guacamole omaka je samo avokado pa zelišča, lahko pa dodate zraven jogurt ali skuto in ravno tako stebli zelene. To jeste lahko kot večerjo za hujšanje. Sam avokado, se pravi, poleg tega, da ima ogromno E-vitamina, vsebuje tudi druge vitamine in minerale, tako da dejansko brez E-vitamina, tukaj poudarek na E-vitaminu, ker vemo, da E-vitamin je topen v maščobi in se nahaja samo tam, kjer je nekaj mastnega. No in v glavnem avokado je mastna zadeva in E-vitamin deluje na prekrvavitev drobnih kapilar. Dame, ki vam pokajo kapilare, ki imate starostne pege, ki imate težave z napokano kožo, recimo na petah, vam manjka E-vitamin. E-vitamin je vitamin mladosti, nenazadnje lahko uporabljate, zdaj nam rekla prav avokado, da si ga date na glavo, lahko na obraz, lahko uporabljate hladno stiskana olja iz recimo pšeničnih kalčkov, pri meni dobite lahko čisti E-vitamin in čisti E-vitamin, a ne v spletni trgovini, Vigeramol, v glavnem to je olje iz pšeničnih kalčkov, ki ga lahko namažete na obraz in deluje kot maska. In to deluje pomlajevalno. No, to je zdaj drugo živilo, ki je za lepo kožo, se pravi E-vitamin. Zdaj imamo pa dve živili, ki sta polni antioksidantov. Prvi antioksidanti so borovnice. Jaz sem jih dala kar zmrznjene, zdaj imam, pač kupujem jih v trgovini, nimam pojma, letos bojo borovnice ali ne bojo, ampak v glavnem, zmrznjene lahko vsak kupi. Zmrznjene borovnice, gozdne, te divje borovnice so čudež za našo kožo. Zakaj? Ker so najboljši naravni vir C-vitamina, flavonoidov. Flavonoidi delujejo na pomlajevanje žil, na obnovo žil, na čiščenje žil, poleg tega delujejo, glejte, tega spet ne bi smela reči, ampak ok. Flavonoidi, raziskave so pokazale,
da za 90% upočasnijo rast rakastih celic. In to je nekaj neverjetnega, to je najmočnejši naravni antioksidant. Seveda, kako jih lahko uporabljate? Dajte jih v smuti. Dobro, ni glih dobra kombinacija, če date skupaj zeleno, ker nastane tako ena driska. Ampak enkrat uporabljate recimo borovnice, lahko zjutraj uporabljate borovnice, pa zvečer potem zeleno ali ravno obratno. Ampak v vsakem primeru lahko si jih date v smuti. Še ena boljša zadeva, ki pa božanska, naredite sestavljanko. In a veste, kaj date? Spodaj date recimo zmleto proso ali pa čija semena, čez date zmrznjene borovnice, potem date čez skuto ali jogurt, pa potem spet čija semena in pustite to, da nabrekne recimo čez noč in imate božansko malico. Res dobrega okusa, lahko dodate malo medu za boljši okus. To je res nekaj krasnega. Nina, ti veš, ki tole poslušaš, hvala za idejo. Res dobra zadeva. Zadnjič sem bila na obisku in sem to jedla in meni je tako dobro to. Super. Zdaj še sama pripravljam. Tako da v glavnem, borovnice ne samo, da delujejo na lepo kožo, delujejo tudi na oči. Za vse tiste, ki imate meglen vid, ki imate težave z očesnim pritiskom, ki imate težave s slabšanjem vida, bi mogli vsak dan pojesti eno skodelico borovnic. Glikemični indeks borovnic oziroma vsega tega, kar vam danes razlagam, je 10, 15, skoraj nič, tako da dejansko od tega se ne morete zrediti in to so ne samo živila za lepo kožo, ampak tudi za hujšanje. Gremo zdaj na naslednje živilo, ki je potrebno za lepo kožo in to so mandlji. Jaz imam tukaj zdaj namočene mandlje. Zakaj? Ker mandlji vsebujejo fitinsko kislino. Fitinska kislina izplavlja iz našega telesa žveplo. Žveplo je potrebno za razstrupljanje. Tako da je mogoče apel na vse tiste, ki uporabljate nenamočene oreščke, pa imate težave s kožo, mogoče bi bil čas, da date stran, da date poleg vodo, da jih namočite za 2-3 ure in potem to vodo, umazano vodo odlijete stran in potem uživate namočene oreščke. Ker samo namočeni oreščki vsebujejo, v bistvu so že sčiščeni z te fitinske kisline. Kaj vsebujejo mandlji, zakaj so tako pomembni za našo lepo kožo? Mandlji vsebujejo ogromno E-vitamina, je pa to skoraj edino živilo, ki vsebuje kalcij, magnezij v pravilnem razmerju, da se dejansko veže. Se pravi, mora biti 2-krat več kalcija kot magnezija in točno to je v mandljih. Mandlji vsebujejo tudi ogromno B-vitamina, vsebujejo beljakovine in za vse tiste, ki ne morete uživati recimo navadnega kravjega mleka ali pa ste alergični, imate težave z laktozo, mandljevo mleko vsebuje beljakovine in vsebuje kalcij in vsebuje magnezij in je odlično nadomestilo za kravje mleko. Tako da mandlje jaz načeloma jih samo namočim in jih potem kot malco požvečim. Zraven popijem jogurt in meni to deluje dobro, pač dobro se počutim. Naslednje živilo, ki je za lepo kožo, je pa paradižnik. Paradižnik, ta je seveda iz trgovine, naš slovenski, v glavnem. Paradižnik vsebuje snovi, karotenoide, ki delujejo na zdravje sluznice. In vemo, da tudi koža je del sluznice in če imamo mi zdravo sluznico, se telo razstruplja preko črevesja. Če imamo zdravo sluznico, nimamo težav s pljuči, nimamo težav z, veste, ta cmok, ki se pojavlja na tem predelu grla in predvsem koža se izboljša. Karotenoidi so predstopna A-vitamina. A-vitamin vemo, da deluje na kožo in na porjavitev. In za vse tiste, ki mogoče razmišljate, rabim nekaj za lepo kožo ali pa sploh ne morem porjaveti, nimam za pokazati. Jaz imam sicer prehransko dopolnilo karotenoid kompleksa, seveda to je spet na moji spletni strani najdete srečnoživljenje.si. V glavnem,
odkar uporabljam karotenoid kompleks. Meni se je moja koža tako izboljšala, predvsem kar se tiče porjavitve. Prej sem šla na morje ali pa na sonce, bila sem rdeča, sem se olupila in sem bila spet bela. V glavnem, odkar uporabljam karotenoid, jaz sem rjava. Grem na sonce, samo da se pokažem, porjavim, ampak lepo porjavim. In zdaj še ena stvar, kar je v paradižniku, ta likopen, ki je v bistvu potreben za našo kožo, je čudežna zadeva za lise. Meni se je vsako leto dogajalo, sem šla na morje, zdaj nimam pojma, ni od sonca, pa ni od morja, po moje od krem, da sem dobila pigmentne madeže. In sem imela na obeh dveh licih tako pigment, tisti koncentrat pigmenta. Odkar uporabljam naravne zadeve za kožo in odkar uporabljam karotenoid, jaz nimam nobenih pigmentnih madežev. Vse to je zginilo, vse te fleki so enostavno zginili. Enkrat mi je rekla ena gospa, da je uporabljala neko sredstvo, ki se je močno reklamiralo, pač znamke ne smem povedati, prav za porjavitev. Saj veste, nekaj je bilo za porjavitev ene tablete. Dobila je take pigmentne madeže, da z ničemer ni šlo stran. Prav s koncentratom karotenoidov, se pravi, to so prehransko dopolnilo, pigmentni madeži na obrazu so zginali. Naslednja zadeva, ki je za lepo kožo, se pravi paradižnik, ta obnavlja sluznico in deluje tudi na stanje kože, predvsem na pigment. Naslednja zadeva sta pa dve žitarici, ki nista žitarici, ja, pa sta, no v glavnem, nekaj čudežnega obstaja in sicer eno je proso in drugo je tatarska ajda. V vsakem primeru, te dve živili sta čudež za našo kožo. Zadnjič sem bila v Škofji Loki, kdaj je bilo to v soboto, in je bila srednjeveška tržnica in so vsi hodili v srednji vek napravljen, pa plesali so srednjeveške plese, to je zdaj za intermeco. Potem sem pa šla na kavo in sem bila na kavi in zraven se je sedla ena gospa, ki je govorila po angleško. In ona govori po angleško, potem pa začneva klepetati in pravi, če sem od tukaj. In sem rekla ne, da sem 33 let živela v Škofji Loki in rekla, joj, kako čudovito mesto. Zdaj, Ločani, to je resnica, kar bom povedala. Sem rekla, res je. Škofja Loka je tako čudovito mesto za obiskati, ampak nažalost tudi Škofjeločani, ljudje lokalni, so obtičali v srednjem veku. In se je začela smeti, rekla, ja, to je pa značilnost takih manjših mest. No, v glavnem, v Škofji Loki, da se vrnem na zgodbo, je bila srednjeveška tržnica in sem videla tam mojo bivšo sosedo, Punčarjevo Janjo. V glavnem, oni doma pridelujejo proseno kašo, neoluščeno proso in ajdovo kašo. In da če mogoče iščete dober vir, pa da ste iz Gorenjske, poiščete Punčarjevo kmetijo. Ker, a veste, zakaj z veseljem priporočim nekoga? Zato, ker vem, če nekdo dela s tisto strastjo do svojega dela, ali pa recimo tatarsko ajdo lahko kupite kmet Rangus. Iz Dolenjske je razvil poseben postopek luščenja ajde. Kupite tatarsko ajdo, ker je bolj bogata z vsemi hranilnimi snovmi. Dejansko tatarska ajda ima celo do 40% več rutina. Rutin je vrsta flavonoida, ki deluje na kožo, na žile, proti strdkom, ki deluje na pomlajevanje ožilja. Na pomlajevanje srca se to deluje. In kot sem že prej rekla, flavonoidi, to je tisto, kar ne smem reči, delujejo za 90%, počasnijo rast rakastih celic. Te žitarice, se pravi ajdo, tatarsko ajdo, bolj tatarsko ajdo in proseno kašo bi mogli uporabljati vsi moški. A veste zakaj? Ker deluje na drobne žile. Tudi E-vitamin bi mogli uporabljati vsi moški, ker deluje na drobne žile in vemo, kje je najšibkejši člen pri mnogih moških, problem s prostato. Prostata dejansko se čisti na podlagi tega, ko je večja prekrvavitev. In ja, vrnimo se na začetek zgodbe, metla. No ja, ko smo že tukaj pri tem, zelena pomaga pri tem,
pa pri moških nujno brokoli, cvetača, zelje, repa. Križnice so potrebne zato, da se počisti pač prostata, da se žleza spravi v ravnovesje. Zdaj, če se vrnem nazaj, kaj točno vsebuje tatarska ajda, kaj vsebuje prosena kaša. V glavnem, tako ena kot druga sta krasni zakladnici B-vitamina. B-vitamin je potreben za lepo kožo. Kdor ima pomanjkanje B-vitamina, postane koža zgubana, pusta, tako kot je sušena zemlja. Luskasta, lahko se začne luščiti ob nosu, za ušesi, spokani ustni kotički. V glavnem neprožna koža postane, ko imate pomanjkanje B-vitamina. Poleg tega, ko imate pomanjkanje B-vitamina, postanejo neprožni tudi vaši možgani in nekje sem pobrala, tudi naravno srečni ljudje postanejo depresivni, ko jim manjka B-vitamina. Tako da, kako pripravljati? Zdaj poglejmo najprej ajdovo kašo. Ajdovo kašo skuhate, lahko jo imate kot prilogo ali pa namesto riža, naredite eno tako kašato, zelo dobro. Lahko jo pa uporabljate v hladnih solatah. Jaz to obožujem. Skuham jo, pustim, da se ohladi in potem, ko se ohladi, notri narežem avokado, dam nekaj, paradižnika, dam noter zelenjavo, ki jo imam na vrtu, nekaj iz hladilnika narežem, čez polijem jogurt, božanska solata in uporabljam ogromne količine olja, tako bučnega olja kot olivnega olja. Hladno stiskana olja, se pravi ta, ki jih dajemo na solato, so zakon. Pri oljih velja, dražje ko je, boljše je. Tako da posegajte po najboljših oljih. Še ena stvar. Olja so pač potrebna za našo kožo. In Francozi pravijo, to sem nekje pobrala, da ostali Evropejci dajemo v svoje avtomobile najboljša olja. Na solato dajemo tista olja, ki so v akciji. Tako da v glavnem, nehajte šparati pri sebi. Glejte, avto bo glih tako delal, tudi s tistim manj kvalitetnim oljem. Vaše telo, ki je pa vozilo vaše duše, glejte, vaše vozilo vaše duše potrebuje najboljša olja. No in ne samo ta, tako tatarska ajda, kot oluščeno proso, delujeta na to, da vsebujeta pač olja in delujeta na celično membrano. Vsebujeta tako, zdaj pa grem mečkam poplonkat, dajte mogoče za vse tiste, ki iščete dobre recepte, dobre informacije. Proso, založba Kmečki glas, odlična knjiga z recepti. Ajdova kaša, ravno tako, založba Kmečki glas. Tudi pri meni na spletni strani lahko dobite te knjige. Predvsem pa o ajdi sem pisala v knjigi, kateri že, Ko ima življenje žur. Ker je ajda, veste kaj ima noter? Silicij. Silicij, isto tako prosena kaša, ampak o tem bomo še govorili. Silicij je potreben za lepo kožo, za prožnost. Silicij je vezivo med vsem in drži skupaj, je lepilo. Silicij poleg C-vitamina deluje na to, da naša koža postane prožna. No, zdaj pa grem v knjigo tole proso, pa vam razložim še kaj je noter. Se pravi, proso vsebuje, tukaj so recepti naprej, se pravi, koliko časa kuhamo, se pravi, no, kje sem pa zdaj to videla? Ne vsebuje glutena, to je najbolj pomembno. Za vse tiste, ki imate napihnjen trebuh, ko pojeste testenine, stran z glutenom, uporabljajte ajdo, uporabljajte proso. Boste videli, kako se boste dobro počutili. Potem, obe dve kaši vsebujeta beljakovine. Beljakovine so gradben material tudi za našo kožo. In če vam manjka beljakovin, kje se pozna na koži, postane poješena, zgubana, ker vam manjka beljakovin. Nimate gradnikov, iz česa bo telo delalo nove celice. Potem pa naprej vsebuje, no, kje sem pa zdaj videla, bom kar na pamet očitno govorila, kaj vse vsebuje proso, se pravi in ajdova kaša. Vsebujeta B-vitamin, E-vitamin, vsebujeta kalcij,
vsebujeta magnezij, ker vemo, magnezij je v vseh žitih semenih, kalcij je v vseh žitih, vseh semenih. Poleg tega vsebujeta praktično vse minerale in prav recimo ajdova kaša in prosena kaša vsebujeta kombinacijo železa in bakra in ker vsebujeta tudi flavonoide, se pravi ta rutin, in ker vsebujeta, se pravi bakar, železo, C vitamin pa B vitamin, B12 vitamin, delujejo skupaj na obnovo krvi. Se pravi, za vse tiste, ki ste slabokrvni, to dvoje je zakon. No, zdaj pa pojdimo majčkeno, kako pa uporabljati proseno kašo. Proseno kašo, jaz imam kavni mlinček in jo zmeljem in jo dam v to mojo sestavljanko. To je zdaj moje odkritje od prejšnjega tedna. Pač 2 žlici prosene kaše zmeljem, potem pa dam to v kozarček, pa čez dam borovnice, pol pa čez dam jogurt, pol pa čez dam majčkeno medu in pustim, da vse to skupaj nabrekne. Lahko date tudi čez majčkeno tegale čija semen in boste videli, božanska zadeva nastane. Prosto vsebuje ogromno količino B vitamina in ker je B vitamin potreben za lepe lase, za lepo kožo, tudi za lepe nohte, se vam bo stanje vašega telesa tako s svetlobno hitrostjo izboljšalo. No, zdaj pa če pogledam naprej, kaj je pa naslednja zadeva, ki je potrebna še za lepo kožo. To je pa nekaj, kar mogoče s hrano ne dobimo zadost, ampak bi bilo pametno vzeti prehransko dopolnilo. Omega-3 maščobna kislina, se pravi ribe. Ribe vsebujejo ne samo omega-3 maščobno kislino, ampak tudi beljakovine in beljakovine potrebujemo zvečer. In če zvečer jemo ribe, pa ne konzerve, ne to tunino, ampak file ribe in zraven nekaj zelenjave, je to tudi odlična večerja za hujšanje. Poleg tega pa dobite omega-3 maščobno kislino, ki stimulira vse hormone, ki deluje na pomlajevanje, ki deluje na proizvodnjo rastnega hormona. Rastni hormon obnavlja kožo, obnavlja naše telo in nas pomlajuje. Zdaj jaz sama uživam, obožujem ribe, ne v konzervah, ampak imam rada fileje. Tako da večkrat si pripravim, večkrat na teden file ribe in mi je to res dobra hrana. Uživam tudi v tem, da recimo blitva, jo imam tudi na vrtu, pa krompir, pa potem čez ogromno olivnega olja, pa čez še limona, nastane krasna priloga, poleg ribe. In potem, če ostane tega hladnega krompirja z blitvo, čez dam samo olivno olje, pa skuto, pa malo limone in je odlična malca. Tako da vemo, da recimo za vse tiste, ki želite shujšati, če uživate hladen krompir, postane škrob neprebavljiv. Se pravi, ne vrstran tistega pireja recimo ali pa krompirjeve solate, ker dejansko škrob postane neprebavljiv in zaradi tega lahko shujšate. No, jaz sama zvečer uporabljam tudi omega-3 maščobno kislino. To so v bistvu 8 različnih maščobnih kislin vsebujejo te kapsule omega-3 plus. Postopek čiščenja težkih kovin, kar je spet pomembno, in to deluje ne samo na psihično počutje. Omega-3 deluje na stanje lepe kože, deluje proti vnetjem, na obnovo sluznice, na celično membrano, zato da postane pretočna. Tako da v glavnem omega-3 je res zakon, ampak mora biti naravna. In zvečer vedno vzemite antioksidante poleg omega-3, se pravi, poleg še vzamete C vitamin. No, to je to. Zdaj pa gremo, to smo zdaj pojedli. Koža je najbolj pomembno, najbolj pomembno je to, kar pojemo, ker ne pomaga, da fasado mažemo z ne vem čim, če je plesen od znotraj. Mi potrebujemo najprej od znotraj, ampak seveda je pomembno, kaj naredimo z našo kožo, kaj damo na ven. Kar jaz sama uporabljam je aloe vera gel. Tudi to lahko dobite pri meni na spletni strani srečnoživljenje.si
In sicer aloe vera gel ne vsebuje samo alojo, ampak je notri 10 različnih zelišč. Najbolj pomembno, kar je noter, je šentjanževka. Šentjanževka deluje na pomirjanje kože, tudi opečene kože, pa iz breze izvlečki so noter, pa se ne vem na pamet. Ampak v glavnem imate na spletni strani vse napisan, aloja res deluje. Naslednja zadeva, to je pa pripravek, ki si ga lahko pripravite sami, ta je še moj od lanskega leta. Tokle ga imam še. Komaj čakam, da začne cveteti rman. V glavnem, ko bo cvetel rman in vsak čas bo, naberete rman, naberete lakoto, sem že snemala lansko leto in video, pa ga bom letos ravno tako še posnela, in date zraven najboljše olje, ki si ga lahko privoščite. Date za 3 tedne na sonce, da nastane macerat, precedite in nastane tole. To je najboljše olje za kožo, to so zdaj moje izkušnje, recept sem dobila v eni stari knjigi iz Srbije. V glavnem, tam je priporočilo za lepo porjavitev. Ja, to je za lepo porjavitev. Samo to olje, ko grem na sonce, se namažem, niti upeče me ne. Če pa me slučajno zapeče, če se ne namažem prej s tem oljem, zmešam aloe vero s oljem iz rmana in lakote in vam povem, naslednje jutro rjava. Brez opeklin, brez luščenja, brez česarkoli. Kaj je tako posebnega v olju, se pravi v rmanu in lakoti? Največ silicija. Te zelišča, ki so grenka same po sebi, razstrupljajo naše telo. Jaz vam povem, da je to najboljša zadeva, kar sem odkrila za lepo kožo. Zdaj pa kako jaz to uporabljam še za kožo? Ena stvar je, da ko gremo v banjo, dam kilo soli noter za razstrupljanje in poleg tega dodam še malo, ampak ne po kapljicah, tako pol deci olja iz rmana in lakote. Koža se tako neverjetno zmehča, sploh za tiste, če imate luskavico, trda koža odpade, enostavno jo ni. Naslednja zadeva, jaz uporabljam to olje za čiščenje ličil in enostavno dam na vatko, najprej umijem kožo z naravnim milom, naslednja zadeva, kar naredim, dam olje na vatko in potem še ostanke ličil dam stran in to je to. In potem čez namažem z aloe vero gelom in uporabljam še pomlajevalno kremo, ki jo dobite tudi pri meni od podjetja Neolife in uporabljam še gel za pod očmi. Pač vse to lahko vidite, vprašajte me, pa vam bom razložila, če vas več zanima. Ja, že slišim, mogoče še en video o tej smeri, kaj jaz uporabljam izmed kozmetike, nič posebnega. Se pravi, naravno olje, alojo, naravno milo kupujem tako iz sivke, zdaj imam nekaj iz smilja, tudi olje iz smilja je neverjetno za kožo, vse veste, ne, da ravno tako macerat naredite. Potem uporabljam to naravno kozmetiko Nutriens od podjetja Neolife, ampak samo 2 uporabljam. Gel za pod očmi in pomlajevalno kremo z vitamini. Nič drugega. Tako da, ja, to je to, kar sem vam danes želela razložiti. Kaj narediti za lepo kožo od znotraj s hrano, z vitaminsko podporo in od zunaj, kar namažemo na kožo. Tako da naredite to in boste videli, vaša koža se bo to poletje pomladila. Ker koža je najhitrejša, organ, kjer se najhitrejš poteka ta obnova. V 3 tednih vemo, da se vsaka rana zaceli. In to pomeni, v 3 tednih boste imeli novo kožo. Tako hitro deluje. Tako da delajte vse to zato, ker se imate radi. Zato, ker cenite sebe in ker se zavedate, da vse, kar vložite v sebe, je investicija v vaše zdravje. Sedaj, ampak tudi v bodočnosti. Veste, še ena stvar, moje razmišljanje. Lahko plačujete 50 € za zavarovanja za bolezni. Super, ampak vi v bistvu že kličete bolezen na nezavedni ravni. Jaz raje 50 € vložim v sebe, zato
da bom ohranjala mladost in da ne pridem do bolezni. Se pravi, mene bolezen sploh ne zanima. Mene zanima, kako ohraniti mladost, vitalnost, kako poskrbeti za to, da se dobro počutim in predvsem, da upočasnim naravne procese gravitacije in staranja. Se pravi, gre se za to, kar vsak dan delam, zato da ohranjam stanje mojega telesa. In ker je telo živa zadeva, pomeni, da se obnavlja. In če imate že težave, pomeni, da vaše težave lahko se zmanjšajo ali pa celo zginejo. Tako deluje naše telo, ker je živo. In vse to, kar delajte zgolj zato, ker se imate res radi in ker vam je mar za vaše zdravje. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in kmalu smo spet na liniji.